in gospodarji vesolja. Ime mi je Adam, princ iz Eternije, zaščitnik skrivnosti gradu Grayskull. To je Cringer, moj zvesti prijatelj. Čudežna skrivna moč mi je bila dana takrat, ko sem prijel za meč in vzkliknil: Pri Grayskullu! Jaz imam moč! Cringer je postal mogočen tiger, jaz pa He-Man, najmočnejši človek v vsem vesolju. Samo s tremi delim to skrivnost. Naša prijateljica Maginja, Man at Arms in Orko. Skupaj branimo grad Grayskull pred zlimi silami Skeletorja. Dobro, He-Man. Moj elektronski ščit deluje perfektno. Mislim, da bo kar uporaben za Tilino stražo. Ko sva že pri Tili, kaj ne gresta vidva danes popoldan obiskati ljudi v dolino? Ja, seveda. Bolje, da postanem spet princ Adam. Danes sem se s tvojo materjo pogovarjala o planetu Zemlji, s katerega je prišla. Veš, kraljica je izredna ženska. Ali si vedel, da je bila kraljica ena prvih zemljank, ki so poletele v vesolje? No, seveda. Ampak ali si vedel, da so na Zemlji dolgo predtem smeli biti astronavti samo moški? Ja. Čudno se mi zdi, da so nekoč verjeli, da so moški boljši od žensk. Temu bi rekel nelogično. Očitno je, da so moški in ženske enakovredni. Ampak stroji, mi pa smo precej boljši. Oklepnik, to je zarota. Raje utihni. Oprosti moji šali, Tila. Konec koncev se nas ne bi bilo brez ljudi. Saj tudi moški ne bi bili nič brez ženske in obratno. Se ti ne zdi, Adam? Adam! Moški boljši od žensk. Ta je pa lepa. Kaj se dogaja? Nekaj nam ovira pot. Neka čudna, neznana, nevidna ovira. Na tej ravnini ni ničesar. Zanima me, dokot sega. Samo en način je, da ugotoviva. Ti pojdi naprej, jaz grem nazaj. Stoj! Do, jaz? Nikogar drugega ne vidim tukaj. Kaj vohljaš okrog naše mestne utrdbe? Mesto? Kakšno mesto? Odgovori! Jaz sem princ Adam iz Eternije in sem samo... Tišina! Moški, tako lahko vas je ujeti. Še ptiča je težje. Kdo je tam? Kdo si ti? Jaz sem Tila, komandant straže v Eterniji. Vohunka si! Nisem vohunka! O tem bom sodila jaz! Kaj? Tam je! To ni način, kako ravnaš z neoboroženim tujcem. No, kaj pravita sedaj? Nikoli še nisem videla take spretnosti. Vabim te, da se z nama vrneš v Arkadijo in spoznaš našo kraljico. To pa je že bolje.
Ampak povejte mi, zakaj še nikoli nisem slišala za vaše mesto? Videla si naš neprobojen energetski ščit. Nemogoče je priti noter. Patrulja 8956 prosi za vstop v mesto. Vstop prost, odpiramo zaporo. Kmalu bomo videli Arkadijo, tam čez gorsko verigo je. Nikoli še nisem videla nečesa tako lepega. Čakaj, da boš videla našo kraljico Sumano. To bi bilo zelo lepo. Ali bom spoznala tudi vašega kralja? Kralja? Mi nimamo kralja, le zakaj bi ga imeli? Zakaj? No, kraljica bi morala imeti nekoga. Ha, moški, ki bi vladal s kraljico Sumano. Nobeden moški ni vreden take časti. Moški so. Ni važno, skoraj tam smo. Kraljičina palača. Dobrodošla v Arkadiji. Hvaležna sem, vaša visokost, pa čeprav samo za bežen pogled vašega lepega mesta. Povej mi kaj o sebi. Ime mi je Tila. V moji deželi sem jaz vodja kraljevih straž. Kraljevih straž. Da, seveda. In zelo dober kralj je. No, pogovorili se bova med tem, ko bova obiskali mesto. Vaše mesto je neverjetno, ampak vaše ravnanje z obiskovalci ni ravno najboljše. Ti je všeč Arkadija, kaj? Ha, no, to je zadnje, kar vidiš, zdaj pa noter. Lahko bi imeli dvigalo. Kaj naj naredim s tem mečem? Nesi ga v kovačijo, da naredimo kaj uporabnega iz njega. Stani, ti nisi iz Arkadije. Odkot si? Princ Adam iz Eternije. Princ, kaj ne? No, zdaj si sužen. Bolje, da se navališ na to. Princ gor ali dol. Gremo. Poglej, Arkadija, mesto popolne harmonije in čudovite lepote. Zdi se neverjetno. Kako to dosežete? Naša nevidna obrambna kupola nas varuje pred vsemi vsiljivci. Ampak porabiti morate ogromno energije, da ohranjate tako energetsko polje. Kako vam to uspe? Iz minerala arkalita. Tega imamo na pretek. To mora biti težko delo. Kdo pa dela v rudnikih? Kdo? Ja, moški seveda. Dobri so za fizično delo, ampak ženske so dosti boljše za vladanje. Ženske so boljše od moških. Tako se izognemo vsem sporom in prepirom v našem mestu. Popolna utopija. Nič sporov, nič problemov in tudi nič ljubezni. Na, vzemi. Kaj je to? Kopač rude. Počakaj, kaj pomeni to? Kdo si ti? Jaz sem Ananda. Tu spodaj sem glavni. Tu kopljemo arkalit. Mineral, ki je za gorivo energetski kupoli. Imamo že zamudo. Zato na delo. Nihče ne bi smel biti sužen. Nobena ženska ne dela. In to so rovi sužnjev. Noben moški, niti princ nikoli ne pride ven. Ti je to jasno? Torej, moški ne smejo v mesto. To ni prav. Kot tujki se ti zdi to mogoče zelo čudno, ampak razumeti moraš. Razumem samo, da vas je izolacija od zunanjega sveta napravila hladnokrvne in nehumane. Vaše veličanstvo. Da, Ananda, kaj je? Moški se pritožujejo, še posebej ta novi, ki mu je ime Adam. Adam! Kje pa je? Z drugimi, kot mora biti.
Kaj pa je narobe? Rekel je, da preveč garamo in da rovi niso varni. Res? Kaj pa on ve? Verjetno samo išče izgovor, da bi se izmuznil. Kakorkoli, prepuščam ga tvojim rokam. Imam občutek, da so tu nekateri moški boljši od drugih. Vedel sem, to se bo zrušilo. Ananda, rad bi govoril s tabo. Kaj že spet hočeš? Ta način kopanja je nevarnejši, kot sem si mislil. Niti pol še nisi videl. Pojdi z mano. Podporni tramovi se lahko vsak čas podrejo. Ta rudnik je nevaren. Kaj je nad njim? Celo mesto je skoraj. In če se vdre strop? Bo mesto uničeno. Bojim se za kraljico. Veliko krat si je že opozoril, vendar noče poslušati. Samo če kaj? Mislim, da me ima rada, ampak seveda ne bo nikoli priznala kaj takega. Ampak mogoče bo poslušala tebe. Mene? Zakaj mene? No, če si res princ. Vredno je poskusiti. Pojdiva. Vsak čas lahko pride do vdora. Ko bi vsaj imel svoj meč. Čas je, da stopim nekaj teropotije. Ne, Tila. Zdaj, ko veš vse naše skrivnosti, ti ne morem pustiti, da jih poveš drugim. Primite jo. Ta loputa vodi do prezračevalnega jaška, po cesto. Ananda, ali ti mogoče veš, kje bi bil moj meč? Tukaj nam primanjkuje železa. Verjetno so ga nesli v livarno, da ga stopijo. Potem ne smeva zgubiti niti sekunde. Zanima me, kje imajo skrite moške. Sumana je govorila nekaj o rudnikih. Se pravi, da moram iti dol. Kaj bi dal za dober zemljevid tega kraja? Adam! Kako sem vesela, da te vidim. Skrbi me. Ta dva bi lahko povzročila vojno med našo deželo in Eternijo. Da bi eternijski vojaki začeli vojno z nami, nikoli ne bi mogli predreti naše obrambe. Ne boš več imela dolgo svoje energetske kupole, Sumana. Kaj delaš tukaj? Moškim ni dovoljeno! Izkopali ste ves Arkalit. Celo mesto je v nevarnosti, da se zruši. Adam, beži! Ne! Kaj me niste slišale? Mogoče je nekaj rudnikov res potrebnih popravila, ampak ti si moški. Ne veš, o čem govoriš. Odpeljite ga. Ne! Spustite ga! Zakaj nočete razumeti? V veliki nevarnosti ste. Ustaviti morate kopanje. Ampak ne moremo. Brez Arkalita nimamo energetske kupole. Naše mesto bi bilo brez obrambe. Če ne spremeniš svojega mnenja o moških, mogoče ne boste imeli več mesta. Kaj je bilo to? O tem ti je govoril Adam. Ampak saj ne more biti tako hudo. Odpri oči, Sumana. Moški vedo, o čem govorijo. Arkadija se ruši. Kaj lahko storimo?
Osvobodi me in izmislili si bomo kaj, vsi, moški in ženske. Lep meč. Ampak še vedno bolj potrebujemo železo kot meče. Ženske in moški Arkadije morajo skupaj utrditi podporo pod mestom. Nemogoče, Tila. Ženske ne bodo za to. Sumana, kakšno možnost imajo? Kakšno možnost imaš ti? No prav, ukazala bom. Ananda je rekel, da je moj meč najbrž v livarni. Stavim, da je to livarna. Veš kaj? Mislim, da kar rada delam z moškimi. Spustite meč! Elektronski ščit mi bo zdaj gotovo koristil. Pri Grejskalu! Jaz imam moč! Ne bo zdržal! Nov načrt rabimo. Jaz imam načrt. Himen! Spravite vse ven od tod. Mislim, da lahko še vedno reši mesto. Lahko to stori navaden moški. On ni navaden moški. Spraviva druge od tod. Če ta jašek le vodi dovolj globoko. Lava že doteka. To bi moralo zadostovati. Lava bo kmalu napolnila tirove. Uspelo mi je. Ko je kamenje padlo v lavo, je ustvarilo trdno zmes, ki je podprla mesto. Tako ljudstvo Arkadije, hvala Tili in Himenu. Mislim, da sta nam odprla oči. Danes so moški in ženske delali skupaj, da bi rešili naše mesto. Pridobivanje Arkalita je ustavljeno. Naša energetska kupola nas ne more več braniti. Bolj kot kdajkoli potrebujemo drug drugega. Odslej bomo živeli skupaj v harmoniji, ne kot ženske in moški, ampak kot Arkadici. V zvezi s tem odločam, da bo Ananda, naš najbolj plemenit in najpametnejši moški, vladal ob meni kot kralj. Boš Ananda. Veseljem. Čas je že bil. Mislim, da je bolje, da greva. Predstavljaj si te Arkadice neenakopravne. To je tako neumno. Zakaj mora biti nekdo boljši od drugega?
Moški in ženske so čisto enaki. Stroji smo najboljši. Ti si samo ljubosumen oklepnik. Vseeno je majhna razlika med moškimi in ženskami. Kaj misliš, Adam? No ja, majhna, res. In? Torej, hura za to malo razliko. Hej, mi pa roke stran. Orko, kaj pa ti delaš tukaj? Skušam zaspati. Orko, ves ta čas si spal na zadnjem sedežu? Ja, upam, da nisem res ni zamudil. Pred davnimi časi je prišel v veljavo dokument. Imenovan je bil Magna Carta. To je bil prvi korak k spoznanju, da so bili vsi ljudje ustvarjeni enaki. Ampak čeprav je bilo postavljeno mnogo zakonov, ki to ščitijo, so še vedno ljudje, ki skušajo preprečiti svobodo drugim. Na srečo je kraljica Sumana sčasoma spoznala, da je njeno mesto lahko rešeno samo s skupnim delom. In tako bi moralo biti. Kaj ne? Res je.